Darja Pajk, mati 3 odraslih hčera, pravi, da se je težko soočila z izgubo sluha. Po 23. letu je začela postopoma izgubljati sluh. Pri 46 letih je popolnoma oglušela. Ko so bile moje hčere mlajše, je bila moja nočna mora, so bili roditeljski sestanki. To je bilo nekaj res najbolj groznega. Jaz sem lahko šla na roditeljski sestanek in bila tam v fizični podobi, razumela, nisem čisto nič. In rekla, da včasih je bil tudi to šok, ko si moral v šoli povedati, jaz pa ne slišim, oziroma otrok je mogel reči, moja mama pa ne sliši. Ko ji slušni aparat ni več pomagal, se je začela učiti znakovni jezik. Takrat se je pridružila tudi Aurisu, medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko, Kranj, kjer so ji nudili potrebno oporo. Meni moj otolog, starejši gospod, ni svetoval vsadka, njemu se je zdelo, da je moj sluh še vedno soliden, v redu. Seveda je bil pač v redu v mirnem okolju na razdaljo 1 do pol metra, vendar za normalno funkcioniranje in življenje to vsekakor ni bilo ustrezno. Nato se je pri 46 letih odločila za vsaditev polževega vsadka. Pred operacijo se je soočila s strahovi. Zato razume stisko staršev gluhih otrok, ki jih čaka operacija. Pred vsako operacijo te je strah, kaj bo, kako bo, ali bo tako, kot ti pričakuješ, kot si želiš. Mislim, da za starše je še dodatno stresno, ker tudi težko je, bom rekla, pri otrocih potem ugotavljati napredek. To je pač neka loterija ali pa nastavitve. Kako jaz lahko povem, kdaj je meni zvok v redu, pa kdaj mi ni v redu. Pri majhnem otroku je pa pač vse odvisno od dobrega opazovanja in spremljanja. Takoj po operaciji ni nič slišala in svet se je podrl, saj ni imela rezervnega načrta. Nato je tudi o podpori skupine na enem od družbenih omrežij ostala potrpežljiva in pustila svojemu telesu, da si opomore. Čez nekaj časa je začela slišati določene zvoke, vendar jih je morala znova spoznati in se jih učiti. Tako se je začel njen povratek v svet zvoka. Moram poudariti, da imamo to res dobro organizirano, da imaš fittinge pokrite za strani zdravstvenega zavarovanja, ker fittingov res rabiš veliko, zato da si ti narediš slišanje glasov čim bolj podobno tistemu, kar si ti slišal nekoč, oziroma da je tebi udobno. Sem pač delovni terapevt, ukvarjam se z invalidi, vem, da je treba to postopoma nadgrajevati in sem si naredila kar program sama teh vaj. Malo sem pogledala po spletnih straneh proizvajalcev, kako stvari potekajo, in potem sem šla pač iz lažjega k težjemu. Vsakdo po operaciji potrebuje takšno nastavitev polževega vsadka, da zanj zvok ni moteč in da ga lahko nosi ves dan. Darja Pajk dodaja, da je rehabilitacijski proces za osebe s polževim vsadkom pri nas dobro urejen, pogreša le strokovno psihološko pomoč. Po operaciji je najprej spoznavala zvoke, kot so udarjanje pokrovk ali delovanje kavnega avtomata. Pravi, da je bila njena prednost predvsem v tem, da se spominja, kakšni so bili določeni zvoki v preteklosti. V covid letu pa sem prejela drugi vsadek, tako da imam zdaj oboje stransko. In moram reči, da ja, razlika se pozna. Je pa vsekakor levi, ki sem ga prejela leta 2014, tisti prioriteten, desni. Za desnim pa ravno tako, v bistvu pravzaprav vse slišim, tudi po telefonu lahko komuniciram, Ni pa še, bom rekla, glas enakšen kot temu na levi in da se pač trudim z fittingi, da bi nekako ujela enako
enako barvo glasu pravzaprav na levi in desni. Pomembno je, da novi uporabniki pridobijo vsa navodila za uporabo in pravilno vzdrževanje zunanjega dela implanta. Ta je izredno dragocen, lahko ga tudi izgubiš. Nakup novega stane celo premoženje. Včasih je treba se tudi povezovati, ne. Zdaj so povezljivosti preko Bluetootha. Te stvari moraš pač znati. Veliko ljudi teh stvari ne zna. Ali pa povezovanje na televizijo, ali povezovanje z nekimi kabli. To so lahko, bom rekla, dosti zapletene stvari, a ne. Pri gledanju televizije so zanjo nepogrešljivi podnapisi. Vsekakor je za vsakogar, ki uporablja ali slušni aparat ali polžji vsadek ali karkoli drugega od slušnih pripomočkov, so podnapisi na televiziji tisti, ki res nudijo vse informacije, a ne. Zaradi tega, ker pogosto so snemane oddaje v zunanjem okolju, tukaj je prisoten veter, hrup, zdaj v zadnjem času še maske, a ne, tako da je nerazumljivo tudi tistim, ki dobro slišijo. Pogosto je nerazumljivo tistim, ki dobro slišijo, kaj šele tistim, ki imajo kakršnokoli okvaro. Darja Pajk, ki z veseljem ozavešča javnost o težavah ljudi z naglušnostjo in gluhoto, v svojem prostem času med drugim uživa na sprehodih s svojim psom. Nekateri zvoki so ji še danes nadležni, recimo razbijanje posode ali zavijanje sirene. Vendar, kot pravi, življenje je hrupno, a hkrati tudi lepo.